Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As. No, tokrat je Pomurje obiskala, oziroma nas je obiskala nam vsem znan političen obraz, torej dr. Aleksandra Pivec. Lepo pozdravljena danes tukaj v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam. Torej, že kar nekaj časa ste v politiki. In če se nekako pogledamo, kaj se danes v tej naši politiki dogaja, pa vi ste bili dejansko v vseh teh treh zadnjih vladah, pa če nam malo poveste, kakšen je vaš pogled na delovanje trenutne vlade, predvsem kar se tiče v spopadanju z to koronakrizo, z tem COVID-19 virusom. Ja, res je, da v bistvu je to zadnje delo, se pravi delo v vladi, ki jo vodi predsednik Janez Janša, je v bistvu moja tretja vlada, znotraj katere delujem. Torej, če začnemo z vlado takratnega predsednika Mira Cerarja, v kateri sem delovala kot državna sekretarka, kasneje kot ministrica za kmetijstvo v vladi, ki jo je vodil Marjan Šarec, je v bistvu to moja tretja priložnost. Res je, da se je ta vlada v bistvu sestavljala in tudi delovala oziroma še deluje v enem izjemno specifičnem posebnem času, ki ga prav gotovo zaznamuje spopadanje z precej neznano zadevo, torej epidemijo virusa COVID, ki pa ji seveda potem sledijo oziroma jo spremljajo vse ostale posledice, ki nekako tudi nastajajo kot odraz tega, kar je epidemija prinesla. Torej, že samo sestavljanje vlade je bilo izjemno zahtevno. Takrat je bilo potrebno zbrati resnično veliko mero odgovornosti, nenazadnje tudi sprejeti odločitve, ki jih mogoče v nekem drugačnem času ne bi sprejemali. In dejstvo takrat bilo, da je bilo potrebno vlado po odstopu bivšega predsednika Marjana Šarca sestaviti izjemno na hitro, seveda upošteva dane okoliščine, v katerih je takrat bilo potrebno hitro reagirati, tudi z ukrepi, s katerimi bi omejili ali pa ustavili širjenje virusa. Hkrati pa seveda je bil en pomemben trenutek, ki se je po enem dolgem obdobju, se pravi levih ali pa levosredinskih vlad, tokrat v pozicijo vlade postavljala, se pravi desnosredinska opcija. Predvsem za stranke nekako, ki smo zasedale ali pa še vedno zasedajo nek sredinski prostor, v tem pogledu mislim seveda SMC in pa Desus, je seveda to bil poseben izziv. Mi smo takrat seveda to odločitev sprejeli iz dveh pomembnih vidikov. En je ta, da smo zelo striktno seveda postavili zahteve vsebinske, s katerimi Desus stopa v to vlado, in drugi razlog ali pa vzrok je bil gotovo ta, da je bila situacija po vprašanju epidemije izjemno resna in takrat si seveda noben ni želel predstavljati niti dovoliti, da bi se v tako resnem, odgovornem času za vse državljane začela dogajati volilna kampanja in nove volitve. Delo znotraj same vlade je bilo zaznamovano z virusom, torej resnično smo večino časa spopadali se z tem, kakšne ukrepe sprejema, da bi virus omejili ali pa vse omejili širjenje. Na drugi strani je pa seveda bilo potrebno razmišljati, na kakšen način pomagati gospodarstvu pri soočanju s to krizo, s posledicami, ki jih bo prinesla, in pa seveda z tem, na kakšen način bomo pomagali ljudem, ki bo iz tega prav gotovo odnesli ekonomske, socialne in pa nenazadnje tudi psihične posledice, ki jih bi seveda te krize oziroma jih bojo te krize pustile. Jaz mislim, da je vlada bila pri tem dokaj uspešna. Ne govorim, da niso bile narejene tudi kakšne napake. Situacija je nova, z njo se sooča cel svet, se pravi, ni preverjenega modela ali pa znanstveno dokazanega modela, kako reagirati, tako da jaz mislim, da v duhu dobrih želja in pa seveda usmerjenosti k temu, da bi reagirali čim bolj pozitivno, se seveda so zgodile tudi določene napake, vendar jaz mislim, da v generalnem še vedno lahko ocenimo kot precej uspešno. Je pa res, da nas najtežje obdobje čaka šele takrat, ko bo ta epidemiološka situacija zaključena. No, nekako so govorili, da bi vlada vseeno imela neke
kadrovske stiske, kar se tiče, bom rekel, tistih najvišjih pozicij. Vemo, neki ljudje, ki so bili že v prejšnjih vladah, v tistih prejšnjih časih ministri, pa so zdaj nastopili v ministre. Pa drugo, vemo tisti potem, ko je en minister potem dal odstopno izjavo, pa te zdaj ne vemo, če je odstopil ali ni odstopil, pa zdaj še vedno minister. Kako kaj te stvari komentirate? No, jaz sem namenoma omenila tudi to, da so se v času te vlade seveda zgodile tudi napake. Res je, da seveda ne moremo ali pa ni potrebno, da iščemo izgovore zgolj v sami krizi, ki jo je epidemija povzročila. Dejstvo pač je, da si je napake potrebno priznati, ampak dejstvo je tudi, da na napakah se učimo in tudi na nek način je dolžnost, da jih odpuščamo. In kar je res, in kar je predvsem iz mojega osebnega pogleda zelo moteče, jaz mislim, da smo dopustili v tem času in tega pravzaprav nisem čutila nikoli v preteklosti, čeprav je moja politična pot veliko daljša kot zgolj delo v teh treh zadnjih vladah, torej že prej sem delovala v političnem smislu na regijskem nivoju, da smo tokrat prišli v eno situacijo, ko smo postali izjemno dovzetni ali pa težko sprejemamo nasprotujoča si mnenja in posledično se mi zdi zelo težko odpuščamo napake, zelo pozorni smo tudi na majhne napake, kar je povzročilo izjemno veliko razdvojenost med narodom. Torej jaz ne pomnim, da bi Slovenija kadarkoli v preteklosti na takšen način razdvojila se v bistvu na neka dva pola, kjer se dejansko preštevamo, ali smo naši ali smo vaši, in jaz mislim, da je to izjemno slaba situacija, ki se bomo morali zelo dobro zavedati, jo na nek način vedeti preseči, vkolikor bomo v prihodnosti želeli svoje poglede in pa tudi seveda svojo energijo usmeriti v to, da bomo pomagali ljudem, da bomo pomagali nenazadnje sami sebi in pa državi in na ta način znova povezati se, najti neko enotnost, usmeriti se v skupne cilje in tudi naučiti se sprejemati, da v vseh parlamentarnih demokracijah po svetu je popolnoma normalno, da imamo pač v duhu seveda rezultatov volitev, enkrat na poziciji desnosredinske vlade, drugič levosredinske, in jaz upam, da bomo enkrat tudi toliko politično zreli, da bomo kakšenkrat imeli tudi kakšno mešano vlado, ki bo seveda delovala vsaka pod svojimi nekimi principi v smeri dobrega. Kaj menite, so ukrepi vlade pri omejevanju teh negativnih posledic tega virusa COVID-19 primerni? Jaz težko ocenim, ali so ukrepi primerni ali so neprimerni. Kot sem rekla prej, situacija je toliko nova, v bistvu ne samo za Slovenijo, ampak za celoten svet, da je izjemno težko iskati neke kriterije, po katerih bi ocenili, ali so ukrepi skladni z vsemi strokovnimi standardi, ali dejansko delujejo v danih situacijah. Jaz gledam na to predvsem na način, da se skuša sprejemati takšne ukrepe, ki bi seveda nekako prvič seveda omejili širjenje virusa, s tem omogočili tudi zdravstvenemu sistemu, da normalno funkcionira, da ga ne preobremenimo in da seveda ljudje dobijo tisto zdravstveno pomoč in pa oskrbo, ki jo potrebujejo. In na drugi strani seveda, da tudi pazimo na to, da pustimo čim manjše posledice, tako za gospodarstvo, za socialno, za psihično stanje ljudi. Jaz mislim, da je tukaj prišlo do preveč nasprotij, tudi posledično do tega, da so ljudje postali prestrašeni, da so se začeli upirati izvajanju ukrepov in prepričana sem, da kolikor bi bil vsak v stanju te ukrepe sprejeti na način, da s tem v bistvu ščiti sebe in pa svojo okolico, da bi prihajalo tudi do manj upora temu, da ti ukrepi niso primerni. Seveda pa ne morem in ne želim trditi, da imamo argument oziroma da lahko zagovarjamo vsakega od ukrepov. Jaz mislim, da v drugačnih okoliščinah bi se jih seveda dalo tudi drugače premisliti in seveda biti tudi pri ukrepih bolj analitičen in pa racionalen. Tokrat se jih sprejema seveda dokaj hitro, nujni so in zagotovo se pri njih zgodi tudi kakšna napaka ali pa bi znali biti boljši. Sami ste prej omenili to, bom rekel, to politično igro, ki se nekako v smislu
poteka neko razdvajanje, neko spotikanje, če tako to povem. Z ene in z druge strani, ko so eni na vladi, drugi to delajo in levo, desno, pač kakorkoli že. Ampak vseeno, kako vi gledate na to dejstvo, da sedaj opozicija strelja na pozicijo z lokom? Za mene je v bistvu to ena precej nenavadna situacija, zaradi tega, v smislu tega, kot sva začela najin pogovor, to so v bistvu stranke, ki so bile na poziciji še v bistvu dobrega pol leta pred nastopom sedanje vlade. Tudi sama sem delovala v tisti koaliciji kot ministrica, in glede na to, da tista koalicija nekako, če povem za prispodobo, takrat je dvignila roke oziroma je dvignil roke predsednik vlade, nekako priznal situacijo ali pa okoliščine, v katerih se ne da vladati in sprejemati odločitev za dovoljšno večino, me izjemno preseneča, da se ta ista struktura ali pa z mičkenimi spremembami sedaj ponovno skuša vrniti v pozicijo vladanja, ki se je pokazala takrat kot neprimerna ali pa ne dovolj kompatibilna, da bi vladala. Drugo dejstvo, ki pa je in ki je precej moteče in je tudi za mene osebno recimo dosti vredno kritike, je pa to, da se to dogaja v izjemno neprimernem času in neprimernih okoliščinah. Jaz sem že sama v času dela v vladi in tudi zdaj, ko nisem več na funkciji ministrice in podpredsednice vlade, pozvala k temu, da če kdaj je zdaj čas, da delujemo enotno in povezano, kar seveda ne pomeni, da ne dopuščamo kritike ali pa opozarjanja na napake, ampak tokrat mislim, da nas virus je postavil v situacijo, ki bi od nas zahtevala veliko večjo mero odgovornosti, sodelovanja in pa seveda enotne usmerjenosti v cilje, da ta virus obvladamo in da državo in ljudi iz tega pripeljemo z čim manj poškodbami oziroma čim manj posledicami. Bi lahko bila vrnitev Karla Erjavca tista, bom rekel, tista utežba na vagi, ki bi prevagnila tehtnico iz desne na levo stran? Moje mnenje je, da vrnitev Karla Erjavca, vkolikor se to na Desosovem kongresu zgodi, zagotovo bo en pomemben prelomni element ali pa prelomna točka. Prepričana sem, da vsi zelo pozorno spremljamo to situacijo in zelo nestrpno čakamo ta napovedan kongres. In seveda bi to znalo povzročiti marsikatero spremembo. Torej tako z ostankom Desusa v koaliciji, ki se v tem trenutku kaže kot dosti nestabilna. Torej vidimo, da se težko sprejemajo odločitve za neko potrebno večino in da v bistvu pri vsakem vprašanju prihaja do nekih odstopanj, kjer zmanjka en ali pa dva glasova. Na drugi strani pa zelo verjamem, da je tudi to velika verjetnost, da Desus zapusti to koalicijo vladajočo in da se dejansko dogovori za vstop v levo ali levo-sredinsko koalicijo. Zadeva pa seveda ni tako enostavna, kajti kljub prestopu Desusa, če bi se eventualno zgodil, seveda zmanjka še kar nekaj glasov, ki jih najverjetneje koalicija ustavnega loka nekako računa dobiti tudi še med poslanci stranke SMC. Torej gre vsaj še za 4 glasove, ki bi potem seveda jim dali potrebno večino in jaz tukaj resnično v začetku meseca decembra, takoj po Desusovem kongresu, pričakujem eno zelo pomembno obdobje, ko se bo dejansko videlo, kakšna bo politična prihodnost oziroma politična spomlad prihodnjega leta v Sloveniji. Včeraj so bili zelo nasilni protesti v Ljubljani, česar mi nismo glih vajeni. Mi kot Slovenci veljamo zelo tak umirjeni narod, zelo redko se zgodi, da se zatečemo k nasilju. Kako komentirate včerajšnje proteste v Ljubljani?
Jaz sem tudi sama že izrazila svoj kritičen pogled na včerajšnjo dogajanje. Jaz osebno sicer nimam nobenih težav z sprejemanjem tega, da vedno v sodobnih demokracijah obstaja in mora obstajati prostor za sprejemanje različnih mnenj, za različne poglede, seveda na določene situacije, in seveda tudi vsa demokratična orodja so pri tem dovoljena, to so seveda tudi protesti, demonstracije, izražanje mnenja na ta način, pa vendar to, kar se je zgodilo včeraj v Ljubljani, je daleč od tega, kar je v demokraciji sprejemljivo. Torej v trenutku, ko pride pri izražanju tega svojega drugačnega mnenja do nasilništva, do napada na ljudi, v včerajšnjem primeru smo videli, so bili napadi tako na policiste kot na predstavnike medijev, do namernega uničevanja neke bodisi državne ali zasebne lastnine, je pa vsekakor to obsojanje vredno, seveda tudi kazenskega pregona, potrebno kazenskega pregona, in jaz resnično upam, da ti včerajšnji izgredi so bili nekaj, kar se je zgodilo včeraj in se ne bo ponavljalo v prihodnje. Zato tudi pričakujem od pristojnih organov, seveda, da bodo pravilno ukrepali, in tudi od političnih opcij, ne glede na to, kateremu polu pripadajo, seveda kritično obsoditi tovrstna dejanja, tudi z namenom, da jih ne potencirajo in da se ne dogajajo v prihodnje, da na ta način zavarujemo tako ljudi kot tudi premoženje. No, če sem dobro razumel, so te včeraj policaji krstili svoj vodni top. Je tako? Mislim, da so preč uporabili na demonstracijah to svoje novo vozilo. Mislim, da je bil vodni top oziroma po informacijah uporabljen prvič po letu 2012, ko je bil uporabljen nazadnje. Jaz mislim, da je včeraj tudi bil uporabljen z namenom, seveda pravilnim. Jaz mislim, da bi včerajšnje demonstracije lahko doživele še veliko hujši epilog, glede na to, kaj se je dogajalo na ljubljanskih ulicah. Tudi sama sem bila včeraj v Ljubljani, ne sicer na ulicah, ampak seveda veliko poslušala, slišala o tem dogajanju, in seveda to vrstna dogajanja zaslužijo tudi to, da se uporabi takšna sredstva, s katerimi se ljudi zaščiti. Če gremo sedaj naprej, pa malo pogledava, kakva je sedaj politična pot dr. Aleksandre Pivec. Vi ste prišli sedaj do nekega trenutka. Kakšna je pot naprej? No, jaz sem že pri samem odstopu v Državnem zboru, ko sem odstopila iz funkcije ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, seveda s tem prenehala tudi moja funkcija podpredsednice vlade, nekako napovedala, da to še zdaleč ne pomeni mojega umika iz političnega prostora, čeprav verjamem, da so mnogi po vsem dogajanju v preteklih mesecih to seveda tudi pričakovali. Torej, jaz mislim, da ostaja tako v meni osebno, kot tudi v seveda skupini mojih ljudi, ki so delovali in še vedno delujejo z mano, preveč neizpolnjenih projektov. Obstaja ena večja vizija, en pogled na prihodnost slovenskega političnega prostora, da bi v tem trenutku sprejeli odločitev po svojem dokončnem umiku. Je res, da v tem trenutku še ne govorimo oziroma se ne pogovarjamo o nastanku nove politične stranke, prav gotovo pa želimo ta velik val podpore, ki je na terenu, zaenkrat v obliki nekega civilno-družbenega gibanja, če temu smemo tako reči, ujeti in seveda nadaljevati z našim načinom dela, ki smo ga vzpostavili že v preteklosti, in to je ujeti to sredinsko pot, torej brez izrazitih ideoloških usmeritev, bodisi v levo, bodisi v desno. Jaz mislim, da v slovenskem političnem prostoru manjka nekih zdravih, povezovalnih, v cilje usmerjenih sredinskih političnih opcij, ki seveda delujejo z namenom vnovičnega povezovanja ljudi, torej da nekako skušamo vendar preseči vse konflikte, ki izvirajo bodisi iz daljne, bližnje preteklosti. V Sloveniji imamo več kot dovolj priložnosti, več kot dovolj izzivov in tudi potreb
po ciljni usmerjenosti v določene področja, kjer so potrebne spremembe, kjer je zelo jasno, kaj je potrebno narediti, potrebujemo le zgolj dovolj politične volje, strokovnega znanja, odločnosti in pa energije, da na to pot stopimo. In jaz osebno si seveda tega želim, se bom v tej smeri tudi potrudila. O tem, ali je to v bistvu že zametek ali pa nastanek nove stranke, pa mogoče še nekaj časa in bomo glede na to, kaj se bo na terenu dogajalo, kakšna bo politična situacija v Sloveniji, tudi to odločitev sprejeti. Ampak ni sedaj nek trend te polarizacije političnega prostora, govorim, to je prisotno dejansko po Evropi, po Ameriki, ker gre vse bolj v levo, ker gre vse bolj desno in dejansko, bom rekel, sredina je uničena, kot da bi prišel tornado in bi sredino uničil. To se mogoče v teh dneh najbolj vidi v Ameriki, vidimo, kako je družba tam polarizirana, tam so protesti, ki hodijo z puškami in tako naprej. Vidimo tudi po Evropi, marsikje vidimo to levo, desno. Mislim, da se ne bo ta proces te polarizacije tudi pri nas še bolj intenziviral. Ali vidite tu mogoče neko možnost, da bi se pa le v Sloveniji ta center lahko nekako konsolidiral? Jaz mislim, da se ta polarizacija, ki omenjate, da se dogaja v bistvu povsod po svetu in je resnično iz dneva v dan bolj izrazita, dogaja že nekaj časa tudi v Sloveniji. In če skušamo dovolj nepristransko pogledati na trenutni slovenski politični prostor, mislim, da se dogaja izrazita polarizacija tako na levi kot na desni strani. Torej vse politične stranke se usmerjajo v izrazito, da ne bom uporabila izraza radikalno, jaz upam, da radikalno v Sloveniji še ne, v neki desni ideološki in pa levi ideološki pol. Resnično na sredinskem prostoru ostaja ne samo prostor, ampak tudi izrazita potreba po neki drugačni, se pravi umirjeni, povezovalni politiki, ki seveda mora imeti jasne cilje in pa tudi jasna programska stališča in predvsem lotevati se dela na tistih področjih, v katerih smo v Sloveniji mogoče zanemarili v preteklosti vse svoje priložnosti in zelo ciljano usmerjeno delati v tej smeri. Jaz sem že večkrat omenila, glede na to, da sem bila predsednica stranke Desus, Sloveniji je že vsaj 15, če ne 20 let ali pa še več, izrazito zanemarjamo področje demografskih vprašanj. Torej demografske politike, ne samo starejše populacije, ampak nasploh demografska struktura v Sloveniji je izrazito zaskrbljujoča, se pravi, ne sprejemamo širše strategije razvoja ali pa pogleda na demografijo, začenši od mlade generacije, s katero se praktično ne ukvarja nobena politična opcija, dobre in pa seveda pozitivne družinske politike, da ne govorimo o starejši generaciji, ker recimo na sprejem določenih zakon, kot je zakon o dolgotrajni oskrbi, čakamo že vse 20 let. Ne izgrajujemo kapacitet za oskrbo starejših, ne samo domov upokojencev, obstajajo številne druge alternativne oblike, torej od skupnosti sobivanja do oskrbe starejših na kmetijah. In dejansko vsa ta vsebinska vprašanja, prenova zdravstvenega sistema, tudi kritičen pogled na organiziranost šolskega sistema v Sloveniji. Moram seveda besedo tudi o kmetijstvu, tudi kmetijstvo potrebuje prenovo v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva, ki je drugačno od evropskega. In jaz mislim, da imamo več kot dovolj pomembnih vsebinskih vprašanj, s katerimi se moramo začeti ukvarjati, ne glede na to, kakšen ideološki pogled imamo, ali pa še boljša opcija, da v takšnih trenutkih pozabimo na izrazito ideološko usmerjenost in pa seveda konflikte in se usmerimo ciljano in vkolikor bomo stala v političnem prostoru, seveda naša zaveza bo ta, da bomo delali izrazito ciljano usmerjeno za dosego teh ciljev, ki sem jih omenila. Kakšen je pa sedaj recimo vaš pogled na to politično situacijo, kako se bo razvijala recimo tam vse naprej do predsedovanja Evropski uniji oziroma Sveta Evropske unije, ki se začne drugo leto z
1. julijem. Kaj se bo po vaši oceni v tem času na slovenskem političnem prostoru dogajalo? Zagotovo ta situacija, ki smo ji priča trenutno, ni dobra popotnica, da v takšni situaciji pričakamo predsedovanje Evropski uniji. Gre za izjemno zahteven projekt, že glede na to, kar sem sama imela priložnost sedaj v času priprav videti in pa seveda projecirati na prihodnje leto na področju kmetijstva, bo seveda to obdobje 6-mesečnega predsedovanja za Slovenijo izjemno zahtevno. Slovenija do takrat potrebuje eno stabilno vlado, ki bo seveda poleg vseh tem, ki se bojo v tistem času dogajale na domačem slovenskem prostoru, seveda z vso odgovornostjo lahko prevzela tudi vodenje na vseh področjih Evropske unije. Torej, moje mnenje je, da do tistega trenutka se v Sloveniji nekaj prav gotovo bo zgodilo, vkolikor seveda ne uspe, in jaz sem pri tem resnično zelo skeptična in ne verjamem v zgodbo uspeha koalicije ustavnega loka, se seveda zna zgoditi tudi to, da se v Sloveniji v pomladanskem času zgodijo predčasne volitve. Jaz mislim, da v dani situaciji seveda bi bilo najboljše, če koalicija z dovoljšno trdnostjo in odločnostjo bi uspela obstati, ampak glede na vse videno in na vse dogajanje, ki ga trenutno spremljamo, seveda v tem trenutku tega občutka ni. Mogoče v dani situaciji bi resnično bila najboljša opcija dovolj zgodnje predčasne volitve, ki bi seveda dale stabilno in pa dovolj močno vlado, ki bi lahko v času od 1.7. naprej, se pravi, vodila tako državo, kot tudi predsedovala Evropski uniji. Torej, vse možnosti so odprte, kot sem omenila že prej, pa mislim, da v mesecu decembru se bojo zgodile neke ključne, se pravi, neke ključni dogodkov po Desosovem kongresu in seveda potem pogovorih z levim in pa desnim blokom, in potem seveda pričakujem kmalu tudi odločitev, kakšna bo prihodnje politično leto v Sloveniji. Gospa dr. Aleksandra Pivec, hvala lepa za vaš čas. Tudi vam hvala za povabilo in seveda lep pozdrav vsem, ki so nas danes poslušali in pa gledali. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.